Mladi celjski plesalki Ema Žure in Vita Vibihal sta se marca letos kot zmagovalki slovenskih kvalifikacij uvrstili v finale plesnega tekmovanja Dance World Cup, ki bo julija na Portugalskem. Dobro jutro, Ema in Vita, seboj pa sta pripeljali tudi Kristjana Kožilja, sicer organizatorja dobrodelnega večera. Dobro jutro. Dobro jutro želim. Za kakšno tekmovanje gre, kaj je ta titula, kaj je ta zmaga? Ta titula nam je v bistvu prinesla sodelovanje v svetovnem pokalu plesa. To pa tekmovanje, ki se letos dogaja na Portugalskem, kot si že povedal. Tam se v bistvu tekmuje v 3 starostnih kategorijah, junior, medium in pa pač najstarejši. In pa več kategorij plesa. V bistvu mi da sodelujemo v modernu, oziroma contemporary plesu. Modernem plesu torej. Tako. Drugače pa, ne vem, tudi hip-hop, folklora, balet in pač v bistvu vse ostale discipline. Koliko nastopajočih bo tam približno, ne vem, vi dve ste edini iz Slovenije, ne? Ne, mislim, da ne. Sicer smo dosegli največje število točk, ampak nismo pa definitivno ne edini. Po mojem bo kar več 100 tekmovalcev. Jaz mislim, da sem prebral eno številko 5000. Čist možno, ker je res svetovno prvenstvo in to pride iz celega sveta. Zdaj, moderni ples plešeta, jaz priznam, jaz ga ne razumem pretirano. Jaz razumem tako, ne, v bistrem potočku je mlin, pa vsi vemo, da gre za bistri potoček, pa da gre za mlinček, ne? Kaj pa pri modernem plesu? Kje naj najdem osnovo? Na kaj se naj opiram? Na kaj naj bom pozoren pri modernem plesu, da bom ga razumel? Predvsem na gib, bi jaz rekla. Pa pač, ne vem, pri modernem plesu težko razložiti, ne? V bistvu ni neke definicije za to, no? Ali ga dojameš, ali ga pa ne dojameš, ne? Veliko ljudi je takih, pač, zakaj bi to gledal, ne? Pač drugi so pa tako, wow, to je pa noro. To je pa noro, ne? Tebi je to noro, Ema, ne? Ja, pač to je konceptualni ples, za razumevanje tega moraš izhajati iz sebe in pač eni imajo kapaciteto, zato drugi pa pač tega nimajo. Tako, eni razumete, drugi pač ne. Jaz bom še šel zdaj malo o Kristjanu, vi dve pa se kar pripravite zaradi tega, ker nam boste nekaj odplesali, ne? Gre v Celju za en dobrodelni koncert. Dobrodelni koncert namenjen zbiranju sredstev za ti dve mladi plesalki, zaradi tega, ker pač še nimate svojih služb in si tega potovanja ne morete privoščiti. Kdo je priskočil na pomoč? Na pomoč je v prvi vrsti priskočilo Slovensko ljudsko gledališče v Celju, ki nam je brezplačno odstopilo dvorano in celotno infrastrukturo, tako da smo jim zelo hvaležni za to. Sicer pa program pripravlja približno 15 mladih celjskih ustvarjalcev, ki so prišli, da podprejo svoji kolegici, svoji soustvarjalki, ne glede na to, kjer sicer delujejo, v katerih okoljih, in pa seveda nekaj uveljavljenih Slovencev, gostov, estradnikov. Tako smo uspeli dobiti Adija Smolarja, Gala Gjurina, potem pa še nekaj lokalnih celjskih legend, bom rekel, glasbenih, kot Simona Kropec, Mirko Videčnik, Sine in tako naprej. Naj omenim, koncert bo 22. junija v veliki dvorani Slovenskega ljudskega gledališča v Celju. To bo verjetno neka vstopnina ali bo prostovoljni prispevki? Ne, vstopnino smo postavili, zato da pač imamo vsaj neko osnovo. Tako smo rekli, 8 evrov za odrasle, 5 evrov za dijake, študente, kar mislim, da je za eno tako prireditev, ki bo, lahko rečem, zelo dobra in bo trajala tam uro pa pol približno, ena taka zelo. In tam boste nastopili tudi Ema in Vita, zato prosim, začnita zdaj. To je bil le odlomek tega vajnega repertoarja, ki ste ga pripravili, sicer pa ta ples verjetno je daljši, ne? Absolutno. Ja, koliko je? 2 minute 33 sekund. To pa je daljše, ne? Ja, Ampak to je vajna stvaritev, ne? Absolutno.
Ja? Ja. Kaj boste ponudili ljudem, kako boste zastopali našo državo, pa predvsem vajo? Močno in ponosno. Močno in ponosno, to je prava beseda. Tvoje ambicije, recimo, Ema ima plesne, ti imaš tudi verjetno plesne ambicije. Si lahko s tem sploh ukvarjaš tako malo za hec? Za hec? S plesom? Ja, Ja. modernim tem plesom. Kot hobi seveda lahko, ne. Ja? Mislim, se zdaj to delam. Ampak pač bolj profesionalno pa v Sloveniji težko. Ok, to mi povejte, 9 sekund imamo. Koliko denarja potrebujete? 1200. 1200 evrov Tako. po glavi. Ne, Skupaj? To bo Jaz pa sem že. bila organizator potovanja in sem v bistvu našla lete za 226 evrov za obe dve do Portugalske, Povratne. povratne. Okay. Ja. In pa 300 evrov bivanja, v bistvu 8 dni za obe dve, tudi kar je pač. Džabe. Krasno, krasno. To boste pa zbrali. Ne? Hvala za obisk in uživajte. Ne?